Ja, gospod Stevan, poraz na koncu sicer gledali smo dobro tekmo, zanimivo tekmo, borbeno, na koncu pa znova dokaz nekako, da vam ne gre najbolje na domačem igrišču, izgubili ste 3 točke posem na koncu. Vaš komentar? Najslabši smo doma in najboljši očitno v gosteh. Vedno skušamo odigrati isto, tudi danes v prvem polčasu. Iz kota smo prejeli gol in nato smo se vrnili v tekmo in pred tednom dni smo dobili tekmo, ker smo bili bolj hrabri v drugem polčasu. Danes tega ni bilo. To se pozna v tem, da vzameš žogo in nekaj odigraš, da poskušamo rešiti tekmo v svojo korist. Danes nismo bili hrabri in zato tudi nismo bili nagrajeni. Da probamo, da predribamo, da mirnije rešimo tu situaciju. Danas nismo bili hrabri i ne možemo biti nagrađeni za jedan fudbalski kukavičluk. Čaka vas nova tekma zelo kmalu, že med tednom igrate proti Mariboru, znova doma. Kaj boste naredili, da bodo vaši igralci hrabri in pogumni, tako kot ste omenili? Tega se ne da kar narediti, tega se ne da tudi trenirati. Treba je delati in če ne delaš, potem tudi ne more priti do rezultata. Če ne vemo, zakaj smo zmagali tekmo ali izgubili tekmo, to tako ne gre. Zelo sem jezen na svoje igralce zaradi današnje predstave in pristopa. Tudi danes smo imeli več priložnosti. Lahko bi se rešili, ampak prejeli smo 2 gola iz prekinitve. Res je tudi, da smo ga dali na podoben način. In ko potegneš črto, se računa tisto, kar daš in ne tisto, kar zgrešiš. Celjani so dali 2 gola in zmagali povsem zasluženo. Računa se ne ono što se promaše, nego ono što se daje. Oni su dali 2 gola i zasluženo pobedili, tako gledamo. Marjan, najprej iskrene čestitke za zmago, ki je bila dosežena povsem ob koncu tekme. Vaš komentar, kako ste vi videli tole današnjo tekmo? Ja, čestitke mojim fantom, res na tujem, se pravi od zunaj, igramo veliko boljše, sproščeno, fantje se borijo, tečejo, si ustvarjajo priložnosti, obramba dokaj kompaktna, ekipa Domžal tudi zelo dobra z nekaj svojimi priložnosti, mislim pa da vseeno, da smo bili v obeh polčasih boljši, da smo zasluženo zmagali in da si fantje zaslužijo to po tem, kar so danes prikazali. Danes je bila nasplošno ena prava prvenstvena tekma, ogromno tekanja, agresivnosti z obeh strani in na koncu vendarle vaši fantje, kot ste že rekli, igrajo bolje na gostovanjih kot na domačem igrišču. Zakaj mislite, da je temu tako? Ne, ekipa je mlada, mogoče, bom rekel, na Areni Petrol si preveč želijo, ampak to ni toliko bistveno. V današnji tekmi mislim, da ne vem, da smo igrali zelo dobro, tako kot v prejšnjih tekmah v Mariboru in Kidričevem, bili smo kompaktni linije skupaj, zelo nevarni proti naprej, ne samo ta 2 zadetka, tudi še 3-4 res zrele priložnosti. Domžale pa tudi zelo dobra ekipa, niso slučajno pred nami na lestvici, igrali so dobro, danes pa smo mi bili spretnejši in srečnejši. Počasi gre ta jesenski del prvenstva k koncu, še ena tekma vas čaka doma, tisti lokalni derbi z Rudarjem. Kakšna so pričakovanja oziroma, če nekako potegnemo črto, ste zadovoljni sedaj, kjer se nahajate? Ja, poglejte, z jesenskim delom sezone moramo biti zadovoljni, saj smo v polfinalu pokala, pa trenutno na 5. mestu, pa v zadnji tekmi imamo možnost še mogoče skočiti na 4. Seveda odvisno od tekmecev pred nami. Res srčno pa si želim, da si bi fantje končno priborili zmago tudi doma in s tem razveselili domače gledalce.